Moj avto. Moj avto. Darko. Skupaj sva, a veš koliko? Točno 471 dni in v vsem tem času pravzaprav nisem kaj dosti povedal o svojem avtu. Do danes. Veliko sva že skozi dala. Pa je čas, da se malo razgovorim. Z njim sem recimo do danes prevozil že 37.614 km. Odpeljal me je na konec sveta, pa ne samo mene, celo ekipo, pa celo en delček Triglavskega ledenika. Pa zdaj, ko razmišljam, a je Darko v zadnjem letu postal najbolj znan slovenski avto? Je že cajt, si zasluž malo airtime. Predvsem pa, a veš, kaj sem se odločil? Da en vlog tudi približen ni dovolj, da povem vse, kar sem se v njem naučil, vse, kar vem. A veš, sem se malo zorganiziral, pa se bom posvetil vsem platem najinega odnosa. Ampak začel bom pa nekje na sredini, pri ekonomičnosti, pri porabi, pri hibridni tehnologiji. A veš zakaj? Ker vprašanj dobim veliko, ampak najpogosteje pa, a veš, ti. Koliko pa pokur? Darko je hibrid, ne? Kakšna je poraba? Čakam, ali 2 ali 4-kolesen pogon? Takšnih vprašanj je ogromen, pa dajmo tako tudi začeti. Torej, Darko je Toyota RAV4, srednje velik SUV, pa hibrid. A je vsem jasno, kaj je hibridni avto, pa kakšne poznamo? Poglej, načeloma je hibrid avto, ki se zanaša na 2 različni vrsti pogona, na 2 vira energije. Praviloma na bencinski motor, oziroma na motor na notranje izgorevanje, pa na elektriko. Zdaj pa, a v resnici vemo, kakšni hibridi vse obstajajo? Se mi zdi, da o tem pogosto govorim. Zdaj pa, a se sprot malo pozab, včasih se pa tudi bolj švoh poslušati. Tako da dajmo zdaj to razčistiti enkrat za zmeri. Poslušaj zdaj dobro, načeloma poznamo 3 vrste hibridov. Ta prvi je blagi ali pa mehki hibrid. To ni ta. Veš, blage hibride poganja majhna baterija in takšna baterija nosi tudi blage odgovornosti. Podobno velja tudi za elektromotor. In štrom v tistih avtomobilih ni znatni ali pa sploh ne primarni vir energije. Majhna baterija, majhen elektromotor. Ampak da se razumemo, pomaga pa vseeno. Predvsem skrbi za neke manjše ali pa razmeroma majhne električne porabnike. Sem pa kaj pomaga tudi pri speljevanju, ampak ti kot voznik to zelo redko začutiš, če sploh kdaj. In jaz pogosto srečam ljudi, ki vozijo blagega hibrida, njihovi avtomobili tudi nosijo hibridne oznake, tudi proizvajalci jih prodajajo kot hibride, ampak lej, tudi jaz sem košarkar, recimo, ampak čisto resnic pa nisem, ne. Zadanem trico, pa dobro podam. Ampak če me postaviš pa v bok Luka Dončiću, pa kaj Luka Dončiću? Enemu na pol resnemu košarkarju iz 1., 2., 3., katerekoli slovenske lige, pa, a veš, kar naenkrat nisem več toliko košarkar, sem tako malo za hec. No, to so blagi hibridi, ne imajo vse te prave komponente, kaj znajo narediti, ampak v resnici. No, potem imamo tukaj pa polne hibride. Darko, ko ga gledaš v tem trenutku, je poln hibrid. Baterija je pa tukaj že večja, zmogljivejša, ima 2 popolnoma neodvisna vira energije, ki seveda znata tudi dobro sodelovati. En je bencinski motor v nosu, 2,5 litra je prostornina, ta drugi je pa elektromotor, oziroma v primeru Darkota 2 elektromotorja, ker sem zbral tistega 4-kolesnim pogonom. En je na sprednji, ta drugi pa na zadnji osi in tisti poskrbi za to, da jaz lahko rečem, da ima ta avto 4-kolesen pogon. No in njegova baterija je pa že toliko zmogljiva, da mi omogoča vožnjo zgolj in samo na elektriko. Dajmo reči tam do ene, kaj pa jaz vem, 50 km/h. Pravzaprav je tako, da ko greš gledat podatke za nazaj, ugotoviš, da ti elektrika pomaga več kot pol časa. Včasih malo, včasih pa veliko. Zdaj, kar se tehnologije pa zanesljivosti tiče, treba je priznati, pa treba se zavedati, Darko je mogoče malo prednosti pred številnimi konkurenti, tudi zato, ker Toyota je pionir na tem področju. Kdaj je prišel Prius ven? Leta 97. Ogromen researcha, ogromen znanja, ogromen napredka, pa ogromen enih izboljšav. Pri najsodobnejših Toyota govorimo o hibridih, koliko? 4., 5. generacije. In Toyota tukaj zagotovo je v ene vrste prednosti. Predvsem pa, če pustimo te podatke o tem, kdaj je kdo kaj začel, čisto ob strani, pa če se osredotočimo samo na prakso, konkretno prakso mojega avtomobila, jaz sem s tem, ker mi omogoča fejst zadovoljen, ne samo zaradi porabe, tudi zaradi poskočnosti, štrom ti da en dodaten punch. Poraba je pa pač dizelska je, no. Pa jaz tega ne govorim, ker je Darko moj avto, pa se moram zanj postaviti. Konec koncev, pri prima testu se je že velikokrat izkazalo, da bencinsko-hibridna naveza oziroma bencinsko-električna naveza zlahka drži korak tudi z zelo varčnimi dizli. Saj smo primerjali že Yarisa, pa Corollo, pa Rava s tekmeci, pa polka enkrat začneš v tabelce metati, pa računati porabo podeželje, mesto, avtocesta, pa vse skupaj na kup metati, pol vidiš, da ni prav velike razlike, če sploh. Tako da se dajmo dotakniti tudi kar porabe. Poglej, od tukaj, torej
torej iz Slovenije do Bajkalskega jezera, torej čez celotno Sibirijo in Rusijo, z enim velikim ovinkom najprej do Monaka, pa pol na sever do Lillehammerja, je točen tale avto, ko ga v tem trenutku gledaš, v povprečju porabil 6,9 litra na 100 km. Ne pozab, bil je dobro založen z opremo, v njem so se ves čas vozili 3 odrasli. Dokler smo se vozili po jugu Evrope, je bila poraba še celo nižja, 6,3, 6,4, pa smo šli pa v konstanten minus v Skandinaviji, po Sibiriji, pol je pa skočil na 6,8, 6,9, občasno 7,0, kar je povsem razumljivo. Ker se pa jaz z njim tukaj po Sloveniji vozim, pa ne pozab, sem velik na avtocesti, ker se praktično vsak dan vozim iz Ljubljane v Maribor in nazaj, takrat mi pa avto pokur v povprečju 6,7, 6,8 na 100. Če si ga na avtocesti vzamem v easy, kar pomeni, da vozim 110, 120 mi ponuca manj, če se pa avtoceste čist losam, je stari pa 6,2, 6,3, če se grem pa varčno vožnjo, primarno podeželsko, pa če vozim zares defenzivno, ja, stari pa 5,5, pa ne pozab, RAV4 ni majhen avtomobil. Je polnovreden družinski avto z 50-litrskim kufrom, z 2,5-litrskim bencinarjem, z 220 konji, dober sune, pa da ti lahko vrne takšno porabo, pa takšno ekonomičnost. Če kdo, jaz po teh 37,000 kilometrih v dobrem letu za njim stojim 100%. No pa se pa spet malo vrnemo na ta izobraževalni element, ne? Ker me včasih kdo vpraša, ti kako ga pa filaš, no zdaj smo pa tam. Marsikdo zdaj zavija z očmi pa prav, pa dobro, pa komu moraš to res razlagati, ja. Pa moram res. Lej, Darko se fila sam, njegova baterija je pravzaprav samopolnilna, če se temu sploh tako reče, se nisem prepričan. Nobenega kabla, nobenega priključevanja na omrežje, vse naredi sam. Fila se s tako imenovano presežno motorno energijo, pomaga mu pa tudi kinetika, oziroma fisko obrača vse poprit in s pomočjo regenerativnega zaviranja, to je bila zdaj težka beseda za povedati, v glavnem vmes med vožnjo se baterija fila sama od sebe. Vse skupaj lahko spremljaš tudi na različnih grafikah, ki so ti na voljo, če želiš, ampak jaz to med vožnjo valjda ne priporočam, ker ti gre učke stran s ceste, pa imaš pa lahko problem. Hočem reči, da si ti med vožnjo carefree, da ti voziš tako, kot pač ti voziš, hibridni sklop skrbi sam zase in to je pri običajnih polnih hibridih najboljša reč. No, pol pridemo pa do tretje vrste hibridov, to pa Darko ni, lahko pa Toyota RAV4 to tudi je. Pojdi pogledat, zdaj na YouTube piš Komotar pa RAV4, pa boš dobil test priključenega hibrida. To je pa tisti, ki potrebuje kabel, to je pa tisti, ki sabo troga tudi večjo, pa seveda bistveno težjo baterijo. No, tista baterija pa ne samo temu avtomobilu, če vzamemo v obzir, ker vse priključne hibride omogoča, pa dajmo reči, ker razlike so včasih kar velike, tam od 30, 35, pa vse do 70 km samo in izključno električnega dosega, pol, pa ti ponucaš, ker ti štrom gre, se pa pol spremeni v ene vrste običajnega hibrida, kot je recimo Darko. Je pa res, da moraš biti za priključnega hibrida prave vrste kupec, moraš malo razmisliti, a prije to zate upoštev, ker, a veš, sem tudi že slišal, da je kdo kupil plug-in hibrida, pa se mu ga pa ni dal filati. In v tistem primeru pa s sabo voziš samo dodatnih 200-300 kg za nič, pa je poraba toliko višja. Think smart. Ok, zdaj mislim, da sem razložil, da sem dokončno razjasnil, kakšne hibride poznamo, da lahko ta video, če koga res zanima, deliš, malo vroče postaja. Torej imamo blage hibride, imamo polne hibride, to je ta, to je moj avto, pa imamo pa priključne hibride, ki pa rabiš že kabel, pa malo več odgovornosti pa razmišljanja. Pri tem si carefree. To se voziš, on bo že zase poskrbel, vsi sodobni avti so pametni. Zakaj bi se ti obremenjeval, kaj pa kako mora on početi, kdaj bo naš štrom, pa kdaj ne bo naš štrom. Kar mi je sape zmanjkalo. In na ta način smo danes obdelali, predelali njegovo ekonomičnost, porabo. Naslednjič se lotim pa bolj takih intimnih stvari. Kako je bilo, ko sem ga prvič videl, ko sem se vanj prvič usedel, kako sem ga pripravil in zaščitil, predvsem njegov sprednji del na boj s Sibirijo, kako se je bilo z njim voziti po Rusiji, kako je bilo pri izjemno nizkih temperaturah, kako je bilo, ko je prišel nazaj, kakšne poškodbe sem staknil med potjo, predvsem pa zelo pogosto vprašanje je ti, koliko je bil pa osran, kako si ga pa spucal, ko je nazaj prišel, ker ko je prišel nazaj, veliko dela je bilo. Pa nisem sam to naredil, sem imel kar precej pomoči, ampak o teh stvareh pa pol drugič, pa tudi sicer v lastniški izkušnji, priznam, ampak meni je zlezel pod kožo. Tudi zaradi tega, ker je bilo druženje skozi Sibirijo res intenzivno, pa so se zares dobro spoznala, ga ne dam kar tako od rok. To je to, folk, se vidimo drugič. Ajde.